Prav te jarke je kopal tudi moj praded. A ne, v jami sem našel, oziroma v rovu sem našel, da se še naprej. Wow. Gremo še razstavo Perhov pogled. Živijo. Danes se nahajam pa nad Novo Gorico. Tole čez vidite je Sabotin. Pet zdrav. Malo pogleda proti Soči. Drugače parkirali smo na krožišču nad Novo Gorico, kjer greste lahko pol v Lokve ali pa proti Čepovanu ali pa na Sveto Goro in tukaj je tudi polno parkirišč, tako da pa tudi poti se tle začnejo, tako da se sam piči gor. Bomo pa zdajle šli tudi v bistvu šla tle čez Soška fronta in je kar nekaj ostankov tega tle. Bomo pogledali. Tlele gor treba mogoče malo pazljiv biti, ker se križajo tele kolesarske poti za downhill oziroma gorsko kolesarstvo pa pešpotke. Tole pa počasi že prihajamo v neke lukne. Skozi prepot. Pa naprej gor. Gremo pa cel cajt po jarki gor. Super je. Gremo pogledat. Prije se nekam skozi. Lukna je, razgledišče. Evo, tole pa skakalnica za kolesarje. No, pa razgledišče, zastavo. Lepo je. Hudo je. Evo, malo približamo. Drugače pa tudi na Sabotinu gor so jarki, se prav lukne vidi. In sem tudi že bil gor, tudi za pogledat. Zdaj naredimo še malo reklame trailašom, če bi kdo prispeval. Tega je pa res tale kar nekaj. Treba biti malo pazljiv, tako kot sem že rekel, se kar nekajkrat se kolesarski trail pa pešpot se križata, pa tudi malo poti je iste, če se ne motim, saj mi jo vsake toliko cajtov režemo po trail poti. Ampak če imaš čisto malo na pecih, ni panike. Na ene parih koncih morajo pa kolesarji prav paziti, da niso prehitri, da ne zapeljajo v kakšen jark. Prav neverjetno, vse je prevrtane. Kot batognica. Drugače pa tukaj je prav te jarke je kopal tudi moj praded Filip, ki je bil inženir in
in imel eno četo, približno 120 vojakov čez. In so tlele kopali obrambno linijo. Je pa drugače tukaj na Sveti gori so bili pač najprej Avstro-Ogrska vojska, ampak so v eni ofenzivi je italijanska vojska zavzela Sveto goro in se je mogla naša vojska umakniti proti Čepovanu pa tja. Tako da, malo zgodovine. Pa če vas zanima, kaj je zgodovina, pojdite po knjigo Z Bogom, pa z Bogom junaki, ki je v bistvu dnevnik od mojega pradeda Filipa, ki je pisal o Soški fronti, o vzhodni fronti, pa še na zahodno fronto je šel. Ful dobra knjiga. In markacije planinske, vse skup. Drugače gre pa trasa planinske poti, gre skozi malo pod cesto. Tule gremo pa spet, nas bo markacija zapeljala pod zemljo. Dajmo pogledati. Takole pa verjetno te pa sem temu videl. Še jaz nič ne vidim. Ampak vem pa, da tlele je. Tukale je svetloba. Pa zgleda se gre tle ven ali kva. Ne, v jami sem našel, oziroma v rovu sem našel, da se gre še naprej. Gremo pogledati. Vmes je en del, ki treba malo račjo hojo potrenirati, pa se pa dvigne na stojno višino. Pa gremo tlele gor. Splača se i tlele. Tole se pa starša plasta. Pa kavnetega je rov tuk nizek. Tole pa kar dogodivščina. Speljanje ena zajla, oziroma vrv je not speljana, pa se treba kar fino uspeti. Tako da palce vam bojo na potu delale, pa fejst imeti lučko sabo, da imaš na glavi. Ne vem, koliko so kaj videli, ko ima tako bedno svetilko, ampak vmes je en takle bazenček. So imeli verjetno za pitno vodo naštiman. Tlele smo pa ven prišli. Smo pa zgleda na drugi strani ven prišli. Tole ni več Sabutinja. To smo šli skozi goro, kakor kaže. In zdaj moramo tlele goriti. Neverjetno, ampak je bilo pa sigurno 300 metrov, smo sigurno šli pod zemljo. Je pa to od Urške pot. Urškina. Super dogodivščina je. Priporočam. Ko vam pridemo, bi lahko sicer markacisti kakšno markacijo več dali, ampak tole na tleh kaže v tisto smer. Pa je pa tudi ena zelo uboga markacija tamle na drevesu. Ne vem sicer, kva tale spomenik ali obeležje je. Počas gleda, da prihajamo proti vrhu. To je pa neverjetno, vse je prepleten. Tle je en izhod, vhod, kakorkoli. Tle je ena luknja noter. Mi gremo počas proti vrhu. Ne boste verjeli, še en vhod. Oziroma, še en rov. So mogli imeti prvo načrt, da se niso izgubili, ker so se tlele pojali. To rovov pa ne vem, če sem že videl. Iz prve vojne. Evo, pa spet. Noro. Tik pod vrhom pa še en. Je pa to, tako kot sem rekel, Urškina pot. Opa. Kako pa to za eno razgledišče. Wow. Tle pa še nisem bil. Ker malo piha, ne bom kaj dosti govoril, pa bom zvok utišal.
Pojdimo še na vrh do bazilike gledati. Tle dole pa za Grgar zgleda. Sem pa na Sveti gori enkrat že bil, ampak sem prišel samo do semle. Pa sem šel pol tle dol po poti in teh rovov sploh nisem videl. Tako da to morate res iti pogledati. Noro je. Je pa danes velikonočna nedelja, tako da smo pričakovali, da bo tle kar gneča na vrh. Evo, tukaj zdaj malo manj piha, pa lahko povem. Tole dol je Grogarska dolina. Gor so Golaki. Polje, tukaj so v bistvu grebeni južnih Bohinjskih gora, tam so malo v megli. Dol levo bolj je Krn. To je pa to Čepovanje, pa tukaj zadnji dolina. To je pa Trnovski gozd. Toliko, da malo veste, kje smo. Gremo še not pogledati. Tole pa še pogled na Padsko nižino. Gremo še razstavo Perhov pogledati, ki smo bliže tle, pa je. Malo smo se razgledali, nagledali, malo nas je pripihali, zdaj gremo pa dol, tle, kot sem rekel že prej. Drugače pa tale Sveta gora tudi zelo popularna pri kolesarjih, cestnih kolesarjih. Tudi par let nazaj se je ena od etap dirke po Sloveniji tle končala. Je kar zabavno tle gor mora iti, mora biti s kolesom. Tukajle pridemo pa na eno tako res lepo shoveno pot, ampak gre skozi po grebenu oziroma tako preči pobočje. Tukaj sem ta prvič, ko sem šel na Sveto goro, sem šel tle naprej, ampak ni ne vem koliko zanimiva pot, no. Tukaj nas pa do izhodišča nas pa loči samo še dobrih 5 minut. Evo še navzdol en lep razgled na Solkanski most. Je nič, kaj, naredimo še en zaključek, a ne? Tlele v bistvu me je kar malo presenetilo tole vse skupaj, kar smo danes doživeli, ker, kot sem rekel, kakšne 2 leti nazaj sem bil tlele gor, ampak sem šel po drugi poti. Vedel sem za te rove, da so, ampak nisem vedel, da je pa to
toliko tega. Tako da lučko sabo, pa boste sigurno ful uživali, sploh če ste malo bolj, če imate radi malo bolj take avanture. Cirka urico pa pol smo za gor rabili, dole 45 minut. Tukaj okoli se da drugače tudi pol to popestriti še s kakšnim drugim izletom. Lahko na mojem blogu pogledate vanaravo.si. Govorimo o izletu v Goriška Brda, Vipavska dolina ni daleč, oziroma je tle. Pol imamo tukaj gor je še Golaki so, Trebuša ni daleč, tako da tega je tle okoli res ogromen. To je to, nič. Jaz upam, da ste uživali, oziroma hvala, ker ste ostali z mano do konca. Pa to je to. Imejte lep dan še naprej. Čau!